Lepo dobrodošli. Tole predavanje sem sicer res naslovila vrednotenje raziskovalnega dela, čeprav se mi zdi, da je malo širše. Bom obravnavala različne tematike. Nekatere verjetno zelo dobro poznate, druge malo manj, nekatere stvari ste verjetno že slišali, druge boste morda danes prvič. Predavanje je v bistvu namenjeno tako tistim, ki šele začenjajo svojo kariero v raziskovalnem svetu, kot tistim, ki imajo za sabo že nekaj izkušenj in kilometrine. Vrednotenje raziskovalnega dela se seveda začne oziroma mehanizmi vrednotenja so različni bibliometrični kazalniki kakovosti znanstvenih revij, različne imamo. In to bo bibliometrični kazalniki, bodo prva točka na pri našem današnjem druženju. Obravnavali pa bomo še poleg tega pretok podatkov iz mednarodnih podatkovnih zbirk v ARRS-jeve zbirke oziroma v SICRIS, potem kazalnike citiranja, neke razlike med disciplinami, med naravoslovjem in tehniko in na drugi strani družboslovje, humanistika, A1 črtica točke, A2 črtica točke. Na koncu bo pa krajši čas namenjen tudi kaj se upošteva ocenjevalnim kriterijem prijaviteljev različnih ARRS projektov, potem kaj je tisto bistveno, kako se vrednotijo PI pri ERC razpisih in čisto nazadnje, kateri projekti so morda prilagojeni mladim raziskovalcem, raziskovalkam na začetku kariere. Pa pojdimo k bibliometričnim kazalnikom. Te vse vidite, torej bibliometrične kazalnike, o katerih bom danes govorila, vidite na spletnih straneh, na svoji spletni SICRIS strani. Torej, A2 črtici, A1 črtico, A1 polovičko, o tem ne bom nič kaj govorila, potem so pa citatni indeksi CI10, CIMAX in H10 in dve bazi, VOS in Scopus, in tukaj na desni so pa, to je pa iz izpisa, našega SICRIS izpisa, pri vsakem članku imamo te kratice, ki pomenijo ali indeks ali določeno bazo. O tem bomo danes govorili. Torej, te kazalniki, bibliometrični kazalniki znanstvenih revij, kakovosti znanstvenih revij so mednarodni. Torej, to ni slovenska pogruntavščina. JCR oziroma Impact Factor, najstarejši, o njem bom govorila v nadaljevanju, in potem SNP Factor ter H-indeks, indeks citiranja. Na drugi strani je pa ARRS za potrebe vrednotenja nacionalne znanosti pri nas te indekse nekako integrirala v nove indekse. A2 črtica, A1 črtica, pa tako že rečeno CIMAX, CI10 in H10. Vse bom povedala, kaj pomenijo. Torej, začetek citiranja bo že staro 60 let, torej pred 61 leti je ameriški jezikoslovec in poslovnež Garfield dobil naročilo od National Institute of Health. To je največji financer raziskav s področja medicine za ZDA, je dobil naročilo, naj naredi citacijski indeks. In to je tudi storil, in torej Science Citation Index nosi letnico 1963. Poleg tega je ta isti gospod ustanovil še Journal Citation Reports, ki še dan današnji vsako leto objavlja citacijske indekse, in ustanovil tudi Institute for Scientific Information. Iz tega slednjega inštituta pa je nastala korporacija Thomson Corporation leta 1992, ki se danes imenuje Thomson Reuters. In vi, tisti, ki vneto spremljate novice, veste, da je novičarska agencija Reuters. To je ista firma, to je ista multinacionalka, ista korporacija, ki živi od prodaje, od
trženja informacij. In od Thomson Reutersa se je pa pred 5 leti odcepilo samostojno podjetje Clarivate Analytics in vse te ustanove nekako skupaj slonijo za tem indeksom citiranja, ki je povezan z bazo Web of Science. Torej, ko je prvi indeks citiranja pred skoraj 60 leti bil oblikovan, ni bil oblikovan z namenom vrednotenja znanosti, ampak z namenom oblikovati zelo popolno, najbolj popolno, kar se da, bibliografsko bazo, ki bi jo uporabljali predvsem za iskanje relevantnih informacij. Šele pozneje je pa ta in tudi druge baze so postale orodje zlasti za bibliometrijske analize in raziskave. Ampak še danes ta njihova izvorna funkcija ni zamrla, torej zbirka informacij, ki omogoča odlične iskalnike, odlične iskalne možnosti. O tem bom tudi v nadaljevanju nekaj povedala. Torej, impact faktor ali faktor vpliva pove povprečno število citatov, ki ga je prejel tipičen članek v določenem letniku revije. Torej, tukaj je primer za revijo Nature. Nad ulomkovo črto so vsi citati, ki so jih vsi članki v 2 letnikih prejeli. Torej, citati letnikov 16 in 15. Torej, na vrhu so citati v imenovalniku, je pa vsota vseh člankov. Torej, 2-letna objava, 2-letni prirast člankov v reviji Nature. In potem se to deli. In ta revija ima impact faktor enega najvišjih, 41,577. Torej, hipotetično, če bi bil vsak članek citiran vsaj enkrat v 2 letih, bi bil impact faktor enak 0. Torej, za revijo Nature pomeni, da je vsak članek citiran v povprečju 41,577 krat. In te faktorje vpliva za vsako preteklo leto objavlja ta Clarivate Analytics v Journal Citation Reports. Torej, izrazi kot so JCR, Web of Science pa IF, impact faktor so povezani s Thomson Reutersom, s to korporacijo, ki živi od prodajanja informacij. Potem pa to ni, kot vi vsi verjamem, da dobro veste, to ni edina podatkovna baza, iz katere ARRS črpa svoje informacije. Torej, druga baza je Scopus in tretja Google Scholar. O Google Scholar bom pozneje nekaj na hitro povedala. Torej, druga baza je Scopus, za katero stoji založnik Elsevier. Leta 2012 so osnovali citatni indeks z imenom SNP. Naredili so ga na univerzi v Leidenu, na Nizozemskem, in potem ga je Elsevier vpeljal v svojo podatkovno zbirko Scopus. Z razliko od impact faktorja pri Web of Science, ki je zelo straightforward, veste, imate število vseh citatov, je toliko, jih delite z številom vseh člankov in dobite impact faktor. In njegova slabost je, da ne omogoča primerjave, ker so področja zelo različna. In je težko primerjati eno zelo citirano področje, kjer je tradicija citiranja zelo dolga, na visoki ravni, in potem neko področje, kjer se malo citira. No, SNP je pa to pomanjkljivost odpravil, ker vsako publikacijo razume kontekstualno.
znotraj svoje skupine, v kateri živi in upošteva tudi citacijski potencial, upošteva tudi število referenc, ki so v vsakem članku, v vsaki posamični reviji. Bom povedala na drugi način. Torej, na nek način normira citate, na zelo poduhovljen način normira citate, da jih uravnoteži glede na citacijski potencial revije in področja. Torej, zgodovinopisje, ki je zelo slabo citirano področje, uravnovesi glede na to, da je pač zgodovinopisje slabo citirano področje. Na drugi strani pa recimo zmanjša na nek način vpliv števila citatov pri nekaterih področjih medicine, ki so zelo močno citirana. In ta SNIP je boljši, ker pomaga avtorjem lažje izbrati, lažje primerjati revije in potem lažje tudi izbrati, katere revije so na njihovem področju ali pa na bližnjih področjih, ker nekdo z področja zgodovinopisja se ogleduje tudi po drugih področjih, torej katero revijo izbrati, omogoča lažjo primerjavo. Torej, na kratko, primerjava med impact faktorjem ali JCR in SNIP-om. Okno zajemanja podatkov, to je zelo pomembno. Pri impact faktorju, pri Web of Science je dvoletno. Sicer upoštevajo, izračunajo tudi 5-letno, ampak se ne uporablja kaj dosti. Medtem ko ima SNIP 3-letno okno zajemanja podatkov. O oknu zajemanja podatkov bom povedala pri naslednji sliki. Potem, kdaj objavijo rezultate? Impact faktor je objavljen vsako leto junija, enkrat letno. Medtem ko pa SNIP pa to naredi 2-krat letno, prvič maja in drugič septembra. Pomembno je pa zdaj sledeče. Letošnjega maja, torej čez dober mesec, maja 2021, bo objavljen SNIP za leto 2020, torej za preteklo leto. O zajemanju podatkov bom povedala, kot sem rekla, pri naslednji sliki. Torej, uteževanje. Impact faktor Web of Science ne utežuje, medtem ko SNIP utežuje glede na verjetnost, pogostost, pričakovanost citiranja na nekem področju, v katerem se ta članek citira. Pomembna je tudi pokritost. Torej, Web of Science ima večji nabor revij z področja STEM znanosti, Science, Technology, Engineering, Mathematics, torej naravoslovja, tehnike, Life Sciences, medicine, medtem ko ima pa SNIP veliko boljšo pokritost za Social Sciences pa Humanities in zlasti pomembno je več evropskih revij, ker je to evropska korporacija. Kako razvršča ta revija oba na enak način po rangiranju in kaj pa upošteva ARRS? Torej, mi smo lahko zelo v bistvu srečni, veseli, da ARRS kupuje obe bazi. Redke evropske agencije to počnejo in to, da je ARRS naročnik obeh baz, je bolj prilagojeno posameznim disciplinam, ker je med bazama so razlike in SNIP je definitivno mnogo boljši za humanistiko in družboslovje, medtem ko je pa Web of Science boljši za naravoslovje in tehniko. Torej, ARRS upošteva na srečo obe bazi. Vi se spomnite, nekateri, ki ste vsaj mojih let, se spomnite, da je prva leta, ko je ARRS uvedel uporabo teh mednarodnih baz v SICRIS-u, da je upošteval samo Web of Science. Takrat je bil prva leta naročnik samo Web of Science. Potem so se odločili še za naročnino za SNIP in kot sem rekla, se mi zdi mnogo boljše. Torej,
maja 2021 bodo izračunali SNIP za lansko leto. Torej, katera revija, kateri SNIP pa velja za članek, ki je objavljen z letnico 2020 ali z letnico 2021, ker SNIP za leto 2020 v tem trenutku še ni izračunan. Torej, kateri podatek vzame SIKRIS? Ker če pa vi pogledate v SIKRIS, članke iz leta 20 in 2021 so opremljeni z vsemi podatki. Torej, kateri podatek vzame? SIKRIS-ov algoritem vedno vzame zadnji izračunani SNIP ali zadnji izračunani impact faktor. Torej, do letošnjega maja bodo članki z letnico 2020 imeli pravzaprav, bodo vrednoteni skozi SNIP 2019. Potem se bo pa enkrat začetek maja to spremenilo in potem se bo septembra popravilo. Torej, začasen SNIP je do kar nekaj časa. Si predstavljate, če je bil nek članek objavljen januarja 2020, bo imel začasen SNIP do maja 2021. Zato je v vašem SIKRIS-u lahko velike razlike z danes na jutri. A so A1 črtica, A2 črtice ali ni. Zaradi tega, ker se podatki ažurirajo in prehajajo v SIKRIS. Torej, okno zajemanja, sem rekla, impact faktor 2-letno okno, SNIP ima pa 3-letno okno. Torej, SNIP za leto 2015 zajema citate in število člankov iz letnikov 2012, 2013 in 2014. In tako zračunajo SNIP za 2015. Je bila pa res pred kratkim uvedena sprememba, da torej SNIP za določeno leto zajema tudi podatke za tisto dotično leto. Torej, SNIP 2015 zajema podatke ne samo za 3 predhodna leta, ampak tudi za tisto dotično leto. S tem so nekako razširili to okno zajemanja podatkov, kar je zlasti za tista področja, ker ni taka dinamika objavljanja, zelo pomembno. Torej, z vidika posameznika je najbolje, pa tudi z vidika revije in citiranja revij, je daleč najboljše, da je članek objavljen povsem na začetku leta. In z vidika revije je zato zelo pomembno, da revija izhaja pravočasno, ker si s tem podaljša to okno zajemanja podatkov. Potem pa, če vemo, da ima Web of Science 2-letno okno zajemanja podatkov, SNIP oziroma Scopus pa 3-letno okno zajemanja podatkov, bi se nam zdelo, da se potem vrednosti točk spreminjajo, da se podatki za nazaj spreminjajo samo 3 leta. Ampak temu pač žal ni tako, ali pa ne vem zakaj. Če pogledate tole preglednico, na 2 primerih vam bom povedala. Retrogradno se to spreminja. To je članek, ki je bil leta 2008 objavljen v Geografskem vestniku. Leta 2011 je bil vreden 30 točk, leta 2013 tudi 30 točk, potem pa leta 2015 110 točk in potem leta 2017 73 točk. Torej, te skoki na začetku, v zgornjem delu preglednice, so povezani s spreminjanjem pravilnikov ARRS. To je bilo, tisti, ki se spomnite, to je bilo izjemno dinamično obdobje. Od enega do drugega razpisa se je pravilnik v temeljih spreminjal in zato taki skoki. Od takrat naprej se pravilnik bistveno počasneje spreminja, se samo dopolnjuje in vidite, da so te skoki manjši. Ampak vendarle, zakaj se še leta 2020 število točk
članka, ki je bil objavljen leta 2008, spreminja? To je pa zelo, zelo zanimivo vprašanje. Povezano je s tem, kako te podatkovne zbirke delujejo. Lahko se zgodi, recimo, da neka revija izide z zamudo. Namesto, da bi išla v tekočem letu, izide maja prihodnje leto, z letnico predhodnega leta. In zato jo Scopus vpiše prepozno in zato Scopus ali Web of Science pri izračunu svojih indeksov citiranosti teh podatkov ne upoštevajo, ker jih v bazi ni. Potem pa, ko enkrat vpišejo, to se pa spremeni in se spremeni rangiranje. Ker te točke se določajo v glavnem glede na rangiranje in tudi na impact faktor. Bom povedala še pozneje. Potem, a veste, ko recimo BOS ali Scopus vpišeta novo revijo, jo ne boste vpisala samo za tisto leto, ko jo prvič vpišeta, ampak jo v številnih primerih vpišeta tudi za nekaj predhodnih let. To pomeni, da spet v bazo pridejo novi citati in se rangiranje revij znotraj posameznega področja se spremeni. In zato te malenkostne, saj so v desetinkah, vidite, pri tem članku razlike. Ampak vendarle, lahko bi se pa zgodilo, da bi bila ta revija ravno na meji med enim in drugim kvartilom. In bi jo taka malenkost lahko spravila čez rob, v točkah zelo majhna vrednost, majhna sprememba, in bi bila pa lahko sprememba v vrednosti, ali te točke so A2 črtica ali niso A2 črtice. In to se lahko, kot sem rekla, spreminja za nazaj. Ker teh popravkov, sprememb za nazaj ni veliko, ker nekaj prinesejo k tem spremembam tudi popravki. Jaz imam še eno drugo predavanje, ampak danes ni to tema, kako morate slediti svojemu SICRIS-u in javljati na Scopus in Web of Science svoje popravke. Nekaj k temle spremembam v desetinkah točke prispevajo tudi popravki, ki jih raziskovalci, revije, uredniki javljajo na obe podatkovni zbirki. In drugi primer, no, to je bil Geografski vestnik. Ja, sem mislila, da imam še Geografski zbornik, pa ga nimam. No, in ta rangiranja, kot sem rekla, rangiranje poteka znotraj področja. Torej, tale revija, ki jo kažem tukaj za primer, je Landscape History, je na področju, je na 3 področjih znotraj Scopusa. Nature and Landscape Conservation, potem je hortikultura in zgodovina. In glede na rangiranje znotraj posameznega področja se revija umešča. Recimo na zgodovinopisju je bila leta 2018 na 165. mestu od 974. In to rangiranje in tudi indeks vpliva pa določajo, koliko točk prinaša vsaka revija, to bom malo pozneje povedala. In tele enke pa pomenijo kvartil. Vse te obe podatkovni bazi in posledično tudi ARRS oziroma SICRIS revije delijo na kvartile. Torej, prvi kvartil, prva četrtina revij, drugi kvartil, druga četrtina revij, zadnji kvartil, zadnja četrtina revij, glede na impact faktor, glede na to, kako se na tej liniji od prve do 974 v primeru recimo zgodovinopisja umeščajo. In vi poglejte, recimo nekdo, ki ima ustrezen članek za revijo Landscape History, gleda v letniki 16, 17, 18, revija se dobro umešča, vsa 3 leta je
v prvem kvartilu, torej bi glede na pravilnik ARRS ta revija prinaša raziskovalki ali raziskovalcu A2 črtici. In potem vi leta 2018, to recimo, pošljete članek ali leta 2019 in ko je izračunan maja 20, ko je bil izračunan SNP, revija ni bila več v prvem kvartilu in adijo A2 točki. Torej, to rangiranje oziroma umeščanje, zdaj sem pa nehala, to rangiranje je v bistvu kot borza. To pomeni, da ko ti pošlješ članek, ko kupiš delnice, nikoli ne veš, kako bodo kotirale na borzi. Okej, nekatere revije je jasno, kako se umeščajo, so vedno na prvem mestu. Pač nekatere revije je pa njihova pozicija bolj dinamična. In zato so te razlike, kdaj so točke A2 črtice, kdaj niso A2 črtici. In še tukaj na temle primeru pokažem, kako v bistvu točke vplivajo oziroma to rangiranje vpliva na točke. To je na primeru Acte Geografike Slovenike. Poglejte, od leta 2010 do leta 2020, mislim, to je bilo zelo dinamično obdobje, kot ga ima vsaka revija. In kako različno seveda se je revija pozicionirala. Zanimivo je tudi to, če pogledate, kako Scopus kot podatkovna zbirka raste hitro. To je skupina, to je Geography, tole področje. Še pred 10 leti je bilo na tem področju 516 revij, danes jih je 636. Skratka, in s tem razvrščanjem in posledično s kvartili imajo vezo te točke. Koliko točk prinaša članek za posamično leto v reviji Acta Geografika Slovenika. Zato se vam te točke ves čas spreminjajo in vidite tukaj na koncu za leto 2020 imam rdeče pa vprašaj. Ta SNP bo zračunan šele, kot sem rekla, maja in do takrat imajo članki, ki so bili objavljeni leta 2020, še vrednost točke glede na leto 2019, letos maja se bo to spremenilo. Torej, to so baze, ki se dnevno spreminjajo, dnevno v njih vstopajo novi in novi podatki. Vi veste, da je na vsako leto več kot 1 milijon člankov objavljenih in to se vse vstopa v te podatkovne baze, zato so tako dinamične. Še poglejmo nekaj drugih revij. To sem izbrala tiste, v katerih smo ZRC-jevci objavljali, koliko točk prinesejo. Recimo Journal of Archaeological Research je zelo visoko pozicioniran znotraj arheologije, 194 točk. Recimo Journal of Global History, 160 točk. Je na odličnem, na 10. mestu od 1000 revij. Potem imamo pa revije, ki so pa v Web of Science, ki se vrednotijo glede na Web of Science, naravoslovne revije, ki imajo zelo visok impact faktor. Science pa Nature, Nature sem že omenjala, in recimo objava v Nature je pa 300 točk vredna. To je maksimum. Torej te točke, vrednost teh točk, to je določil ARRS v svojem pravilniku in potem IZUM to računa in izračuni grejo v SICRIS. Pač to je arbitrarno. Od 40 do 300 točk prinašajo revije, ki so uvrščene v ta dva indeksa.
Koliko točk dejansko prinaša določena revija, je odvisno od kako se tisto leto revija uvršča v tem rangiranju znotraj svojega predmetnega področja in glede na impact faktor. Torej, citat, že od vsega začetka govorim o citatih. Kaj je citat? Citat je navedba objavljenega, neobjavljenega vira. V mednarodnih podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus ne ločijo avtocitatov in čistih citatov. Tega mehanizma, te dve podatkovni zbirki nimata integriranega. Ima pa ta vrata oziroma ta filter ima pa integriran ISUM oziroma ARRS-jev pravilnik. Zato v slovenskem prostoru pa ločimo avtocitat in čisti citat. Torej, citat vsebuje seštevek avtocitatov in čistih citatov. Pri avtocitatu je zelo pomembno sledeče. Če imate vi en članek, katerega soavtorji so 10 raziskovalci, raziskovalke. Potem pa eden od njih sodeluje v drugem članku, ki citira ta prvi članek. In za vse avtorje tega prvega članka je tisti citat avtocitat. Skratka, ne sme priti do nobenega prekrivanja. Torej, ARRS operira s čistimi citati in ima med svojimi kazalniki CI10, CImax in H10. CI10 je čisti citat v zadnjih 10 letih. Torej, kaj pomeni v zadnjih 10 letih? To ne pomeni, da v zadnjih 10 letih da je bilo delo objavljeno v zadnjih 10 letih. To pomeni, da je bilo neko delo, ki je bilo lahko objavljeno tudi prej, je bilo v zadnjih 10 letih citirano. Torej, če ste vi takoj po doktoratu objavili odličen članek, ki se odlično, zakaj, je težko reči, ampak ki se odlično citira, je to kot Dota, ki še bolj je kot Dota, ker se ga ne da zapraviti. Ti bo celo življenje dobro prinašal citate, čeprav bo, ko boste pred upokojitvijo, bo ta objava stara že 30 let, ampak štejejo citati v zadnjem obdobju. CImax je pa najbolj objavljena enota v zadnjih 10 letih. Najbolj citirana enota. Torej, spet je to lahko neka enota, ki je bila objavljena prej. Samo, da je pa še vedno v zadnjih 10 letih najbolj citirana, bolj citirana od vseh novejših člankov. To je CImax. In potem je pa ta H. H je pa H-indeks v zadnjih 10 letih. Torej, H-indeks. Hirschov indeks, to ga je pa pogruntal en raziskovalec s priimkom Hirsch iz Univerze San Diego na jugu Kalifornije ob mehiški meji. Kaj je problem citatov? Tudi, če pogledate tale CI10, je v redu kazalnik, ker pokaže vse splošno, koliko citatov ima posameznik. Ta CImax je pa že bolj problematičen, ker nekdo ima lahko, samo eno delo v celem svojem življenju, ki je odlično citirano in ima 90 citatov. Lahko pa ima ta človek 50 objav, ki niso citirane. 51 pa je odlično citirana. H-indeks pa pomeni neko povprečje. H10 pomeni, da ima ta oseba, da ima 10 člankov, ki imajo vsaj 10 citatov. H5 bi pomenil 5 člankov, ki so vsaj 5krat citirani. Torej, pokažejo neko lepo povprečje in omogočajo boljšo primerjavo raziskovalk in raziskovalcev znotraj istega področja, ker je odlično
odlično povprečje. Tako, potem pa, zakaj je pomembno objavljati v revijah, ki so v indeksih citiranosti? Ne zaradi citatov. Jaz sem dolgo časa, to sem povedala že marsikdaj v marsikateri priložnosti, dolgo časa se mi je zdelo, da to je na nek način zametavanje talentov, časa in energije za objavljanje v revijah, ki niso v vosu in skopusu, zato ker revije ne morejo biti, ker ta članek ne more biti citiran. Potem sem pa enkrat ob nekem delu ugotovila, da to ni problem. Mislim, tudi je problem, če članek ni nikoli citiran, ni dobro, ampak razlogi so lahko različni. Da je večji problem, da ga nihče ne more najti. Da se je izgubil v tem virtualnem svetu. Retorično vprašanje, koliko revij še pogledate, prelistate, itak jih ne prelistate, ampak sistematično pregledate, ko pride določena številka ven, da sistematično pregledate celo revijo. Jaz priznam, to delam pravzaprav samo za Acto Geografiko Sloveniko, kjer sem v uredniškem odboru, in potem še moja sanjska neka tuja revija. Tisto sistematično pregledam, sicer pa ko iščem ustrezne članke, uporabljam iskalnike, virtualne iskalnike, ki so pravzaprav neobhodno potrebni, če pomislite, da vsako leto, mislim, da je več kot 1 milijon člankov izide. Vsako leto se število revij poveča za 4-mestno številko. In če vašega članka oziroma revije v teh podatkovnih zbirkah ne obstajajo v tem virtualnem svetu poplave. In to se mi zdi, da je največji problem objavljanja v revijah, ki niso v skopusu. Imajo pa seveda, tukaj je nujno potreben disclaimer, obe podatkovni zbirki imata nemalo pomanjkljivosti. Kljub temu, da si obe prizadevata biti celoviti, kompleksni, popolni, to nista, ker ne moreta biti. Drugo je pa, zaradi velike količine podatkov je obdelava teh podatkov mogoča samo strojna obdelava in rudarjenje. In tukaj je pa prisoten človeški faktor napak pri zapisu reference pri člankih. Torej, vi boste v svojem članku citirali neko enoto in pri tem navedbi citata naredili eno samo napako, letnico ali pri imenu avtorja eno samo črko zapisali narobe, se te dve enoti ne moreta povezati, ker so zadaj stroji in strojna in programska oprema, ki tega ne dopušča. Zato enkrat ob priliki, če boste želeli, bom imela predavanje, kako odpravljati napake v svoji bibliografiji, ko se članki ne povezujejo in se citati ne beležijo zaradi takih šlamastik, pravzaprav seveda nekaj jih zakrivijo tudi stroji. Veliko težav je zlasti s šumniki v slovenščini in drugih jezikih, ki imajo šumnike v svoji abecedi. Precej težav je tudi z 2 priimkoma. V takih primerih se citati težko povezujejo, ampak sicer je pa večinoma kriv človeški faktor. In to je glavna pomanjkljivost teh podatkovnih zbirk. In naslednja pomanjkljivost pa je, da beležijo samo citate oziroma da so v njih zajeti samo članki. Pa neki zborniki zborovanj, čeprav je pa vedno več tudi
knjig oziroma poglavij v knjigah. Ravno tukaj, kjer sem z miško, to je screenshot iz Sicrisa, iz Scopusa, kjer je zabeleženo, vidite, poglavje v knjigi Urban Book Series. To je Springerjeva knjiga in takoj, ko je neko poglavje zabeleženo v Scopusu, ga tudi Sicrisov algoritem pobere. Poglejte, to je pa za te dva kolega, izpis iz njun Sicris izpis in Scopus prepozna to poglavje v knjigi in šteje citate. Torej, zdaj pa vem, kaj me boste vprašali. Po kakšni logiki Scopus opisuje poglavja v knjigah. Torej, šef za geografijo pri založbi Springer je povedal, da Scopus brez kakršnega koli sistema uvršča monografije. Torej, ni sistema, da svoje, torej Elsevierjeve monografije pogosteje vpisuje kot monografije drugih založnikov, kar je nekako logično. Potem je pa rekel, da pogosteje vpisujejo, ker ta knjiga je Springerjeva, torej ni hišna Elsevierjeva, da pa med drugimi monografijami pogosteje vpisujejo tiste, ki so del serij, zbirk, ker na nek način zbirka funkcionira v tem virtualnem svetu zelo podobno kot revija. Po neki logiki, po nekem zaporedju izhaja. Potem je pa ta šef za geografijo pri Springerju rekel še, da včasih Springer, torej velika, močna, vplivna založba, Elsevierju oziroma Scopusu predlaga vpis kakšne knjige, ampak torej ne upoštevajo. Ta predlog zelo redko pade na plodna tla. Nisem še ugotovila, ker ven nimam toliko časa, da bi toliko gledala v te... Tako gremo tudi tja. Tam je več sonca, tukaj pa boljši razgled. Gremo raje na sonček, ok. No, eden bo šel na sonček. Torej, nisem pa preverjala, a je tudi v kakšnem primeru posamična monografija vpisana. Jaz vem samo za zbirke. Prosim. A je kakšno vprašanje? Torej, to je s knjigami. No, ampak, torej, kje se beležijo citati knjig oziroma člankov v knjigah? Ne boste verjeli, tudi to se beleži. Ta virtualni svet omogoča vse. In tukaj je absolutno najboljši in nepogrešljiv je Google Scholar. Vi v Google Scholar vtipkate svoje ime in dobite svoje objave, ki imajo tudi napisano, v koliko virih so citirani. In tale, recimo, ta tretja objava moja, to je knjiga. In Google Scholar lepo beleži citate. Kje pa potem vi agregirano dobite citate knjig oziroma poglavij v knjigah? Imate pa eno fino orodje, ki se mu reče Publish or Perish. Saj naslov je zelo povedan, ne rabi razlage. To je programček, vtipkajte v Google Publish or Perish in ga downloadate. In čist majhen programček in potem omogoča različne iskanje po Google Scholar, po Web of Science, ampak recimo mi za Web of Science drugje lahko dobimo podatke, za Google Scholar pa ne. In tukaj, vidite, jaz sem poiskala pač sebe za Google Scholar in najde vse citate. In tukaj najde citate seveda člankov in tudi citate, to je prej omenjena knjiga,
Tudi citate knjig lepo imate agregirano, če imate to nesrečo, da imate soimenjake, potem morate pogledati, ali se vsi te navedbe nanašajo za vas, jih odkljukate, tele kljukce zbrišete in dobite recimo svoje citate, lahko si zamejite to obdobje zajemanja podatkov in podobno. Skratka, enkrat pred leti sem bila na panelu poljske agencije, na panelu za vrednotenje, za ocenjevanje projektov. In oni so imeli tam, veste, ko ima tudi ARRS citati, je neko okence, no so oni imeli možnosti, da si napisal število citatov v Web of Science, število citatov v Scopusu in število citatov v Publish or Perish. Torej, jaz sem pred leti na ARRS-ju enkrat vprašala, a bomo kdaj dočakali, recimo, da bo tudi Publish or Perish prišel v CICRIS, pa so mi razložili, da je to zelo malo verjetno, ker Google Scholar, za razliko od Web of Science in Scopusa, ki funkcionirata po točno določenih principih, so neki kakovostni filtri, katere revije da, katere ne, skratka je nek kakovostni filter, zelo močan, zlasti pri Web of Science, da Google Scholar teh mehanizmov nima. Ni spremlja citiranje objav, ampak praviloma brez izbora in brez kontrole. Zato je zaenkrat tudi, kako je tehnično Google Scholar funkcionira in tale Publish or Perish, je zaenkrat tehnično zelo malo verjetno, da ga bo ARRS integrirala, ampak tukaj je en potencial. Ampak recimo, ko vi pišete utemeljujete svojo odličnost, pa če imate monografijo, ki v CICRIS-u ne izkazuje citatov, si mirno lahko na koncu te utemeljitve, zakaj menite, da je tista ali monografija ali poglavje v knjigi zares dobro, navedete v Google Scholar ali v Publish or Perish, pa ta objava beleži toliko in toliko citatov. In je to na nek način tudi postaja neke vrste mirodajen kazalnik citiranja. Ampak, kot sem rekla, da grem nazaj na Web of Science in Scopus. Obe bazi so bili prvenstveno oblikovani kot podatkovni zbirki. To vrednotenje raziskovalnih rezultatov je prišlo pozneje, ker so agencije, raziskovalne agencije, ki jih pozna cel svet, se različno imenujejo, ampak pozna jih cel svet, ker so financerji rabili neko orodje, da so orodje merjenja kakovosti raziskav. Ampak bolj kot njihova izvorna funkcija, torej podatkovnih zbirk, pa ostaja nespremenjena in je fantastična, ker oba Scopus in Web of Science omogočata izbirno iskanje. A veste, izbirno iskanje po različnih kriterijih imajo te različne operande, ne, ampak brez, skratka, in lahko zelo ciljno najdete ustrezno literaturo, kar je v današnjem svetu, v današnjem akademskem svetu, ki je žal ujetnik ideje Publish or Perish, je zelo pomembno. Zato je ravno tako pomembno, kot je beleženje citatov, je še bolj pomembno to iskalnik oziroma zbirka objav, ki vam pomagajo pri vašem raziskovalnem delu. Torej, kako se revije
uvrščajo, razvrščajo, kje to pogledamo. To, ko vi napišete, ko imate članek narejen in včasih že od vsega začetka veste, kje boste objavili članek, včasih pa ne veste. Pa morda zato, ker iščete najboljšo revijo, kakorkoli. Je vedno preden gre članek kamorkoli se pošlje v kakšno revijo, je treba natančno pogledati, ali vsebinsko sodi v tisto revijo. Torej, osnovno načelo, kam članek plasirati, je vedno vsebinsko. Torej, najboljše je, če vi pogledate svoj seznam literature, katero revijo največ citirate, tja nekako po naravni poti tisti članek sodi. Naj bi veljalo, ni pa nujno. Potem, kje preveriti, kako se revije razvrščajo in na katera področja segajo, ker vsaka revija v teh podatkovnih zbirkah sodi na različna področja. Tukaj imam primer za Acto Geographico Slovenico. Imamo v JCR, torej Web of Science, Impact Factor je v fizični geografiji in glede na SNP oziroma Scopus se pa uvršča v Science Edition, to pomeni v naravoslovje, in v Social Science Edition, to je pa naravoslovje in humanistika. In to so v bistvu področja, vsebinska področja, ki jih neka revija pokriva. To je zelo pomembno, ker bom še prišla, pozneje se bom tega še enkrat dotaknila. Ko imate vi neko temo, ki je mejna, interdisciplinarna, saj danes je mnogo tem multidisciplinarnih, interdisciplinarnih in iščete pravo revijo, vam recimo to lahko pomaga, ali vaš članek sodi v to revijo. Torej, to je del Cobisa, vi v ta iskalnik vtipkate ime revije in vam najde razvrstitve po letih, lahko za vsako leto pogledate, kako se določena revija uvršča, recimo tale Acta Geographica Slovenica, to je leto 19, se mi zdi, na 193. mesto od 636 revij v geografiji. To vam zelo, zelo pomaga. Potem pa včasih pa sploh ne veste. To je, če vi veste, v katero revijo bi poslali, greste preverite v tistih dveh iskalnikih. Torej, če je vsebina bolj naravoslovno-tehnična, je ta JCR, sicer pa SNP, najbolje pa, da pač vsako revijo pogledate v obeh podatkovnih zbirkah, da dobite celotni pregled, kako se vsebinsko revija umešča. Včasih pa sploh ne veste, kam bi poslali, oziroma taktizirate, iščete najboljšo možno revijo. In je tukaj eno super orodje, ki so ga platforma, ki so jo razvili na Univerzi v Granadi v Španiji, upošteva odmevnost same revije, ampak s tem se ne bi ozirala, to je še kot neke vrste faktor vpliva, faktor odmevnosti, ampak temelji na podatkih iz Scopusa in omogoča, lepo vi filtre vključite po subject areas, subject categories, torej subject areas bi bilo humanistika, subject categories, muzikologija, potem lahko še po državah, po tipih objav in letnik. In dobite fantastično, dobite rangirane revije. To je za, vidite, geografija, Geography Planning Development, in vidite, katere revije so predmet poželenja na prvih mestih, oziroma greste čez ta seznam kvartil 1. Torej, moram povedati, ta indeks tukaj se razlikuje od JCR ali pa SNP, ampak to je manj pomembno. Vi zdaj, ta platforma združuje
po tematskih področjih združuje revije in se lažje odločite, kam revijo, kam določen članek poslati. Ko pa izberete tukaj revijo, jo pa greste na dve Secresovi spletni strani preveriti, kako se razvrščata. Torej, tukaj imate te revije, tale jih ima v geografiji 728 in greste čez revije in tiste, če kliknete, to je vsaki aktiven link, se vam odprejo osnovne značilnosti revije in tako na nek način hitreje in lažje najdete vašo želeno ali sanjsko ali kakorkoli revijo, kjer bi objavili. Ja, no. Torej, kako pa pretok podatkov iz mednarodnih bibliografskih zbirk v SICRIS in to razmerje VOS, Scopus, ARRS pa SICRIS. Kot sem že rekla, ARRS na srečo kupuje, plačuje, je naročnik obeh podatkovnih zbirk in osnova, recimo to, kar mi vidimo v SICRIS-u, je samo zadnja faza številnih postopkov prej. Najbolj bistven del je, da imate vi vse svoje objave v COBIS-u. COBIS je kot entry point in ko je objava v COBIS-u in ko jo SICRIS to objavo poveže z vami, z vašim imenom, SICRIS oziroma Izumov algoritem gre pogledat podatke v Web of Science in Scopus in tam pobere kvartile z njihovo pomočjo izračuna oziroma kvartile in razvrstitev z njihovo pomočjo izračuna število točk in od tam pobere tudi citate. In v SICRIS-ovem izpisu so tudi sredstva zunanjih uporabnikov, ampak ta nas danes ne zanimajo. Skratka, to je SICRIS je zbral, združuje podatke iz COBIS-a, Web of Science in Scopus-a in jih generira glede na ARRS-jev pravilnik. Vsakič, torej, ko se ARRS-jev pravilnik spremeni, se na Izumu spremenijo, zamenjajo te algoritme in s tem se vam generira vaš SICRIS izpis in v tem SICRIS izpisu vi v prvi sumarni tabelci zelo hitro vidite, koliko imate člankov v prvem kvartilu, članke v drugem kvartilu, članke v tretjem kvartilu, torej ta A3, tukaj, te A-je, ki jih imate v svojem izpisu, so povezani s kvartili in posledično potem tudi z vrednotjem, koliko točk pomeni posamezna objava. To in, ja, zelo pomembno, če podatki, kako pogosto se podatki prelivajo v SICRIS. Torej, Scopus vsak dan, malo okrog 7 zjutraj, se SICRIS osveži z novimi Scopusovimi podatki. To pomeni, če je bil vaš citat viden včeraj, v SICRIS-u, v Scopusu, oprostite, bo jutri zjutraj naj bi bil viden v SICRIS-u. Web of Science se pa updata enkrat mesečno. Torej, zelo ažurno. Zato naš SICRIS je v bistvu zelo dinamičen izpis in se dnevno spreminja, tako kot se spreminja Scopus vsak dan. Ja, zdaj pa vprašanje razlika v točkovanju objav glede na STEM znanosti in SSH. Katere točke A1 črtica pa A2 črtica in katero področje se upošteva za raziskovalce na prepihu. Bom pokazala torej, na enem primeru, preden pa grem na ta primer. Torej, to opredeljuje ta pravilnik ARRS oziroma metodologija, ki pravi, da
izjemni dosežki, torej A2 črtici, so objava znanstvene monografije pri založbi seznama agencije. Torej, tu je en seznam najbolj prestižnih svetovnih založb in publikacija monografija pri tej založbi prinaša A2 črtici. Tukaj je misteriozno na nek način, zakaj pa posamično poglavje v taki monografiji ne prinaša A2 črtic, ampak to je zunaj današnjega predavanja, tega nekako ne razumem, zato pustimo. Potem je pa in to velja za monografije, ne glede na področje, na STEM znanosti, na SSH znanosti. Potem imamo pa za naravoslovje, tehniko, medicino, life sciences, cel kup kriterijev, kdaj nek članek prinaša A2 črtici. Če je faktor vpliva večji od 8, potem ne vem, če je faktor 3-krat večji od povprečja, približno zgornjih 5% revij. In še naslednji kriterij, približno zgornjih 10% revij. Okvirno približno zgornjih 10% revij v določenem področju. Torej, prej smo imeli zgodovinopisje, če se spomnite, pri enem primeru, kjer je 1000 revij v zgodovinopisju. Torej, če bi se to zgodovinopisje vrednotilo po kriterijih naravoslovja, bi okvirno zgornjih prvih 100 revij prinašalo A2 črtici. Kriterij za družboslovje in humanistiko pa je članek v zgornji četrtini. Torej, prvih 25%, torej od onih 1000 zgodovinskih revij, bi jih 250, bi objava v prvih 250 prinesla A2 črtici. To je ta osnovna razlika, ki izhaja iz pravilnika ARRS. Pa poglejmo, kje vi vidite, kako se uvrščajo revije. Torej, na temle linku ta PowerPoint boste dobili oziroma link do njega, tako da boste te linke imeli shranjene. Torej, na tej povezavi dobite različne dokumente, med drugim pač katere slovenske tuje revije so v določenem indeksu. Torej, to so Web of Science indeksi, to so pa Scopusovi indeksi. In vi lahko pogledate za vsak indeks, katere slovenske revije so v njem, katere tuje revije so v njem in tudi ali določena revija prinaša A2 črtici. Ker za SSH je relativno preprosto, v njih prvi kvartil je vedno A2 črtici. Za naravoslovje pa stvar ni več tako preprosta, ker so pravila bolj komplicirana in ni vedno jasno, a bo, če je revija točno na 10. mestu od 100 revij, ali bo prinesla A2 črtici ali ne. Skratka, v tem linku tukajle lahko pogledate, katere revije prinašajo oziroma kakšne črtice prinaša določena revija. In to za različna leta. No, pa zdaj pa vidimo, kako je kaj to pomeni v tem primeru, na koga se nanaša. S tem, na koga se nanaša SSH. Torej, to se nanaša vedno na revijo. Tale primer je SICRIS-ov izpis in recimo avtorji tega članka so na področju geografije, torej humanistike. Revija pa diši
po naravoslovju. Web of Science pravzaprav obe podatkovni zbirki, tako Scopus kot Web of Science, jo uvrščata zgolj v Science Edition, torej v STEM znanosti, Science, Technology, Engineering, Mathematics. In torej, kaj velja za to revijo oziroma kaj velja za ta članek? A pomeni humanistika in družboslovje za avtorje ali humanistika in družboslovje za revijo? Pa poglejmo. Torej, revija je naravoslovna in, glejte, je v prvem kvartilu, ker je recimo tukaj na 9. mestu od 50, je v prvem kvartilu, ne prinaša pa A2 črtici. Ker se vrednoti po Science Citation Indexu, po Web of Science, in takoj, ko se neka revija vrednoti po Web of Science, velja tistih zgornjih 5 oziroma 10%. Torej, ni važno, na katerem področju dela raziskovalec ali raziskovalka. Važno je, na katero področje se umešča revija, v kateri objavi oziroma je objavil, je objavila. Področje revije je pomembno. In kadar se revija vrednoti glede na bazo Scopus, kot sem rekla, velja cel prvi kvartil A2 črtici, ko se vrednoti glede po pravilih naravoslovja tehnike, velja Web of Science oziroma Science Citation Index in pomeni teh zgornjih 10%. Zato v tem primeru prvi kvartil ne zadošča za A2 črtici. In vi imate, če pogledate svoj SICRIS izpis, pri prav vsakem svojem članku imate tudi tole uvrstitev in vam pove, v katere baze se ta revija uvršča, počrtana je pa tista baza, iz katere izhajajo podatki za tale kvartil in posledično vrednost točke. Na tem mestu bi pa povedala, da torej tale revija, kljub temu, da se vrednoti glede na Science Citation Index, pa citate, bi pa SICRIS-ov algoritem vzel citate tudi lahko iz Scopusa, če bi bilo v Scopusu več citatov. Pri citatih je tudi sicer vedno SICRIS-ov algoritem vzame najbolj ugodno razvrstitev. Torej, in še en drug primer, bolj zagoneten. Prejšnja revija je bila tako, straightforward, v obeh bazah. Scopus in VOS je bila v naravoslovju. Ni bilo dileme, se vrednoti po naravoslovju. Acta Geographica Slovenica, a je pa bolj komplicirana. Poglejte, Web of Science jo uvršča samo v naravoslovje, Science Edition, v Geography, Physical in je tukaj v 4. kvartilu, mislim, da je to za leto 19, verjetno zadnje izračunano leto. Potem je pa Scopus, jo pa uvršča na 2 področji. Eno je Science Edition, naravoslovje Earth and Planetary Sciences, in potem drugo je pa Social Science Edition, je pa Geography, Planning, Development. In v Scopusu, v naravoslovju, na temle področju je v 1. kvartilu, v geografiji, na področju geografije, v družboslovju in humanistike je v 2. kvartilu. In glejte, tukaj je 2. kvartil. Torej, SICRIS-ov algoritem vedno vzame najugodnejšo rešitev. In kako deluje? Najprej gre algoritem pogledati, če ima revija, če ima
Social Science Edition v Web of Science. In če ga ima, vzame ta podatek. Potem gre in tega naravoslovnega indeksa v Scopusu, pač tega SICRIS ne upošteva, glede na pravilnik ARRS-ja. Potem gre pa pogledat še v Web of Science in tukaj pogleda, v katerem kvartilu je ta revija. In ker je v 4. kvartilu, to je slabše kot drugi kvartil Scopusa, vzame ta podatek. Če bi pa recimo v Web of Science bila ta revija na 3. mestu od 50, potem bi pa SICRIS-ov algoritem vzel ta podatek in bi bila revija tukaj A1 kvartil in A2 črtici. Torej, vedno najugodnejši rezultat, tisto, kar je za revijo, kar je za članek najugodnejše in enako pri citatih. Pogleda za citate v Web of Science, pogleda za citate v Scopus in potem pri računanju recimo H-indeksa vsakega posameznika vedno vzame za vsak članek ugodnejši rezultat, torej višje število citatov. In spet kot prej, vam ta uvrstitev v vašem SICRIS izpisu pove, v katerih bazah je revija, v kateri ste članek objavili, torej Scopus družboslovje in potem se tudi vrednoti. Zato je Scopus družboslovje počrtano. Science Citation Index, revija je tudi v Web of Science indeksu in je tudi v Scopusu naravoslovje, vendar se po teh 2 indeksih ne vrednoti. No, pa gremo naprej. No, torej, spet to sta tiste 2 strani, ki sem vam jih že link pokazala, nekaj slik nazaj, kjer preverite, kako se uvrščajo revije. Vi tam za vsako, ampak pomembnejše kot to, oziroma zelo pomemben dejavnik je, da vi za vsako revijo lahko pogledate področja, na katero je določena baza uvršča to revijo. In vam to pomaga, kot sem že prej omenila, to vam pomaga razmišljati o tem, kam bi revijo poslali. Zlasti tam, ko so področja malo mejna, ne oklevate, a je to, ne vem, zgodovinopisje, a je to, ne vem, muzikologija in podobno. Potem vi lahko pogledate vsa področja, za vsako posamično revijo imate napisano, na katerih področjih je in tudi kako se revija uvršča. In glede na področje potem izberete, kam bi članek poslali. Recimo, če imate nek okoljevarstveni članek in v tem okoljevarstvenem članku je humana nota zelo pomembna, torej iščete revijo, ki se bo bolj na to družboslovno stran nagnila, kjer okoljevarstvo razume v družbenem kontekstu, ne samo zgolj v ozkem naravoslovnem, in pogledate tole, kaj se vam zdi. Če ste še z področja geografije, recimo, verjetno nekako bolj sodi v tisto revijo, ki ima tudi, recimo, geografijo, tale Geography Planning Development, in potem gledate še na drugi strani Web of Science, recimo tale revija, na Web of Science nima nobenega družboslovno-humanističnega področja, vaš članek je pa vendarle ima to pomembno humano noto in potem bi jaz po svoji presoji bi rekla, ok, tale revija morda je preveč naravoslovna, mogoče ni najprimernejša za moj članek. Skratka,
tukaj in recimo, da v vašem članku, ne vem, govorite tudi o nekem varovanju, conservation, potem gledate med temi, in tukaj imate tudi področje landscape conservation je mogoče bolj primerna kot katera druga. Skratka, ta področja, ki jih imate na teh linkih, so zelo koristna, ko se odločate, kam boste članek poslali. In seveda so pa pomembna, ker vam povejo, kako se te revije razvrščajo. No, tale je pač se odlično, je znotraj geografije na 4. mestu, je fantastična revija. Skratka, to vam lahko pomaga. Potem pa, je pa en drugi del v nadaljevanju, pomen točk A2 črtica pa A črtica. To je spet je povezano s temi pravilniki ARRS, ampak na osnovi A2 črtici skoraj ni nikoli pogoj. In še pri bibliometriki bi omenila to, da je v zadnjih letih ARRS storila precejšen odmik od zgolj gole bibliometrike. So bila leta, ko je bila bibliometrika res zveličavna, sedaj so v bistvu te bibliometrični kazalniki zgolj še vstopni pogoji, razen pri tehle malih bilateralnih projektih, a veste, pri teh, ko ARRS sofinancira samo del materialnih stroškov pri potovanjih. To je pragmatični razlog, zakaj so tam te točke celokupni A1 mirodajen, ker gre tako za male denarje, ki jih ARRS razdeli projektom, da bi evalvacijski postopek bil bistveno dražji, kot je cel žakelj, iz katerega ARRS plačuje to. In nima sploh druge možnosti, kot da upošteva kvantitativne ocene. Sicer pa so te kvantitativne ocene v bistvu samo vstopni pogoji in tudi zadnja leta, kot sem rekla, so nizki in dosegljivi. Tako da nekdo, ki ima zmerno produkcijo, da jim temu ni težko sledi, če zlasti recimo pri temeljnih aplikativnih projektih so vmes ali, torej ali več, ali 50 A2 črtic, ali 400 A1 polovička črtic. Skratka, vse je ali in se tem pogojem, če ste vsaj povprečno ustvarjalni in pišoči, ne bi smelo delati težav. Tako da potem, ko pa gre enkrat predlog raziskovalnega projekta v ocenjevanje, pa točke same po sebi ne igrajo več nobene vloge. Ampak, moram povedati, te točke se zrcalijo v seznamu literature, v vašem CV-ju. Tega pa vsak ocenjevalec vidi. Torej, veliko število A2 črtici točk pomeni tudi odlično tako zavidanja vreden seznam odličnih objav. Tuji ocenjevalci, ki ocenjujejo slovenske predloge, oni, mislim, se jim sanja ne o teh A2 črticah. To je samo ARRS za neko lažje razumevanje sistema in lažje poslovanje je oblikovala ta dva indeksa, ki pa pač ne kažeta nič drugega kot neko odličnost povedano na drug način. Pri naši kolegi v tujini uporabljajo kvartile, ki so v bazah ali pa ne vem, kako se umeščajo
znotraj svojega predmetnega območja. Torej pri nas je pa ARRS to spremenila v zelo razumljiv sistem A1 črtice, A2 črtic. Zato pač kriteriji so objave in potem vse neke še druge vzporedne dejavnosti, ki jih vsak raziskovalec ali raziskovalka naj bi vzporedno s svojim prvenstveno raziskovalnim delom tudi počela. Tukaj pri tejle bilaterali, pa tudi pri temeljnih aplikativnih projektih, ker so me tisti, ki so me pozvali k današnjemu predavanju, so mladi, zato to posebej izpostavljam, da ima ARRS nek mehanizem, najprej razdeli toliko mladih doktorjev, toliko projektov gre mladim doktorjem, recimo pri tehle bilateralnih, se na vrhu vrsti 20 projektov prijav, katerih vodje so mladi vodje. Torej ARRS ima integriran nek ta popravek, da upošteva mlade na začetku kariere in jim na nek način olajša to možnost pridobivanja. In tudi pri sicer ocenah, pri minimalnih pogojih, ki so te ocene, to je iz ARRS-jevih pravilnikih, iz ARRS pravilnikov. Torej tukaj so mladi neke olajšave, tako da to zadevno ima ARRS posluh. In spet so te ocene, ta skupni A, torej to so skupne točke od objav in tudi citati, to so vstopni pogoji, ampak seveda ta CI minimalni, ta vstopni pogoj ARRS-jev, drug tuji ocenjevalec projekta bo pa šel gledati v Scopus ali v VOS, kako se posamezen raziskovalec, raziskovalka tam pozicionira. Tako da to je vse skupaj zelo, zelo povezano. Zdaj pa na kratko, ker je bilo to vprašanje, ki sem ga vnaprej dobila, kakšni so kriteriji pri prijavah ERC razpisov. Mi smo, mnogi ste se udeležili, imamo vsako leto eno delavnico targetirano za ERC razpise, ampak tukaj samo zares na splošno, to je iz navodil ERC-ja, da si sposoben voditi groundbreaking research, creative independent thinking, pa potem, da imaš ustrezno znanstveno ekspertizo in sposobnost, da boš uspešno izvedel projekt. In v bistvu, če to prevedemo v nek bolj v drugačen jezik, dokazati neko sposobnost izvedbe, organizacije, sodelovanja, imeti to raznolike objave, raznolike dejavnosti, to samostojnost, da si prvi avtor, da nisi vedno samo v soavtorstvu, da ni vedno v soavtorstvu tudi tvoj doktorski mentor. To je zelo pomembno za tiste, ki nekako začenjate svojo samostojno raziskovalno pot, da ni vedno še mentor ali mentorica zraven pri članku. Recimo, to se pri ERC-jih zelo gleda. In potem pa kakovostne objave. Glejte, pri nas se pač v ARRS-jih je prevedel v te A2 črtici in A1 črtico, ampak drugi ocenjevalci te ERC bodo pogledali Web of Science in Scopus in si ustvarili mnenje o vaših objavah glede na CV, ki ga boste predložili. Torej, ne razmišljati o A2 črticah kot o neki, nebulotični zahtevi ARRS-ja, ampak to, da to samo odraža neko kakovostno delo, ki se tukaj tako imenuje. In
ko razmišljate o svojem CV-ju oziroma ste ambiciozni, bi morali biti, je treba gledati to svoje raziskovalno delo ne samo skozi objave, čeprav smo danes prvenstveno se ukvarjali z objavami, ampak tudi širše. In jaz sem te kriterije neke znanstvene odličnosti povzela iz našega pravilnika oziroma iz obrazca za imenovanje v naziv, to je za znanstvenega svetnica oziroma svetnico. In te alineje tukaj vam pomagajo razmišljati, v katero smer morate graditi svojo raziskovalno kariero. Torej, visoka kakovostna dela, visoko kakovostne objave. Nacionalna pomembnost delno, ta kriterij je pač težje določljiv, odmevnost del v mednarodni in domači strokovni javnosti. To je pa dokaj jasno, citiranost, potem mednarodno sodelovanje, vabljeni prispevki na konferencah, članstvo v mednarodnih uredniških odborih, vodenje raziskovalne dejavnosti, pač vodenje domačih mednarodnih projektov, izpolnjevanje pogojev za vodjo temeljnega projekta, tukaj manjka projekta, potem in te izkazane neke aktivnosti, prijave in tako naprej, pa potem za bolj zrele raziskovalke in raziskovalce mentorska dejavnost in raziskovalno-pedagoško delo v tujini. Tukaj v teh kriterijih je zajeto v bistvu bistvo raziskovalnega dela. Kaj bi vsak raziskovalec, raziskovalka, pač kaj sodi v ta delokrog dejavnosti. Bi pa poudarila še to, da se po mojih izkušnjah oziroma pač glede na izkušnje s tem delom, da se vse začne pri visokokakovostnih delih, pri visokokakovostnih objavah in potem pri zelo kakovostnih predavanjih na konferencah. To potem odpira vrata na druge konference za neke vabljene prispevke in to odpira vrata v uredniške odbore in podobno. Tukaj vse se začne pri kakovostnem raziskovalnem delu in pri kakovostnih objavah. Raznolikost, raznolike objave in raznolike dejavnosti. Torej, neka osnovna načela. Treba je slediti ideji razpršenosti. To je torej delati, poudarek je pa vedno na znanstvenih objavah, ker smo v temeljni znanosti, naše osnovno poslanstvo je temeljna znanost in torej poudarek so znanstvene objave. Ampak obenem mora pa vsak za sebe razmisliti o ravnovesju. O ravnovesju, kakšne publikacije, nekaj revij, nekaj knjig, nekaj samostojnih monografij, kakšna, ena, dve, nekaj člankov v poglavji v monografijah. To tehta nekaj, raznolikost. Potem ravnovesje med revijami in založbami, nacionalne, ZRC-jevske, druge slovenske, tuje, mednarodne, spet ne samo v eno smer. Ne samo v eno smer, ampak zelo pač različno. In potem jezik. To bi zaslužilo svoje predavanje, ampak je enako kot prej, neko ravnovesje. Neke teme so bolj primerne za slovenski jezik in slovensko publiko, druge teme so absolutno nujne, da se objavijo v tujih, v drugih jezikih. In potem spet vrsta besedila. Znanstveno, strokovno, poljudno, pri čemer, kot sem že rekla, poudarek je na znanstvenih objavah. Zelo pomembno dejstvo, da ima kakovost vedno prednost pred količino. Ko je bil ARRS-jev pravilnik resnično zelo naravnan v bibliografsko metriko, mnogo preveč,
se je res ta ideja publish or perish razbohotila in so nekateri ponoreli in ni nobene potrebe po tem, da ima človek na leto 10 člankov. Vse je vprašanje, kako jih zmore. Ampak 2 kakovostna članka zadostita vsem kriterijem. Skratka, ko tehtate, imejte to v mislih. In potem etične in integritetne norme. Tukaj smo v Sloveniji, bi rekla, tudi po zaslugi ali pa zaradi ARRS-ja, ki nas v bistvu zelo premalo cuka za rokav v fazi prijave glede etike, smo še, bi rekla, capljamo zadaj, ampak tukaj je zelo pomembno upoštevati etične norme v vseh fazah dela, tako pri sami raziskavi, kot tudi pozneje pri objavljanju. Veste, da pa neetično vedenje ima pa številne obraze in številne forme. In potem še eno vprašanje, še ena misel o predatorskih revijah in predatorskih konferencah. Jaz ne vem, koliko to poznate. Če boste dobili jutri, čez en teden, čez eno leto, vabilo, dragi ta pa ta, a bi bili gostujoči urednik te revije, in če te revije ne poznate in če človeka, ki vam je to poslal, ne poznate, ali pa če vam nepoznani človek vas vabi, da objavite v določeni reviji, vam povem, v 99,9% je to predatorska revija. Zdaj, kakšen je poslovni model predatorskih revij, je to, da so pač tam vse objave plačljive, obljubljajo pa hitro procesiranje, prijazen peer review in tako naprej. Pred leti je en ameriški knjižničar, Bell, mu je ime, je naredil seznam predatorskih založb. Potem so ga te založniki seveda hajkali z vsemi možnimi pravnimi in tudi manj pravnimi sredstvi. On je ta seznam, ki je bil javno objavljen, je potem moral sneti z svetovnega spleta, ampak še vedno kroži se ga, da dobiti v njega. Jaz večkrat pogledam, ko me tudi marsikdo od ZRC-evcev povpraša, ali tole vabilo sem dobila, pogledaš, kakšna je ta revija. Jaz potem pač grem pogledat v oni 2, v te podatkovne zbirke, kakšne so to revije, kdo so uredniki in hitro ugotovim, in na ta Bellov seznam in hitro ugotovim, kje so predatorske pač revije. S tem si delate medvedjo uslugo z objavami v takih revijah, čeprav so nekatere postale s časoma čisto solidne, sem slišala. Enako so pa potem predatorske konference, veste, tiste na Tajski, v Dubaju, v Firencah, vsako leto 21. konferenca o humanistiki in družboslovju. In naslednje leto v Bangkoku 22. konferenca o humanistiki in družboslovju. Če organizatorjev ne poznate, če to ni neka univerza, če to ni neko združenje muzikologov, če je to kar neko tako visoko leteče ime, Tomorrow Futures, sem enkrat gledala eno firmo, ki ima sedež v Beogradu in v Bangkoku in v eksotičnih krajih organizira take pač konference. Zdaj, poslovni model je kotizacija in tako naprej, neki procenti, ki jih dobijo na račun, da ljudje bivajo v tistem določenem hotelu. Skratka, to pri tem boste previdni. Enkrat sem brala tako en blog enega danskega raziskovalca, kako dolgotrajen proces ocenjevanja, vrednotenja njegovega dela je bil, da je po, ne vem, 10 letih dobil tenure track tam na neki danski univerzi in so preverjali vse, na kakšnih konferencah je bil, kdo so bili organizatorji, kakšen high index so imeli. Skratka, pred temi neetičnimi praksami,
ki pač tudi znanost ni imuna na njih. Bodite pozorni, ker je bolje ne iti na tako konferenco, kot da si s tem nekako mažemo ime. Zdaj pa čisto za na konec, če na hitrico, ker o tem res nimam kaj dosti za povedati, pa tudi veliko imamo, vsako leto imamo kakšna izobraževanja na temo prijavljanja projektov. Torej, kaj je bolj prilagojenim mlajšim raziskovalcem in postdokom? Mislim, tako bi rekla, najprej tekom usposabljanja za mladega raziskovalca, sodelovanje s svojim mentorjem pri prijavah nekih projektov in vsake toliko časa poskušati na nekem grantu, štipendiji, tako da se človek da dobi neko rutino in zicleder in neke veščine, ki so s tem povezane. Potem pa po doktoratu je najbolj logična pot je ARRS-jev postdoc, za bolj ambiciozne pa absolutno Marie Skladovska-Curie, to je zelo, zelo prestižen pač mehanizem, što se o tem, da naši zaposleni se ga ne poslužujejo preveč, ker vsi pač želijo ostati na ZRC-ju in je to zadevno mobilnost izjemno nizka, ker je to treba pač prijaviti na drugi ustanovi v drugi državi. Tako da recimo tujci pa prijavljajo v imenu ZRC-ja te grante ravno en mesec nazaj. To je zelo prestižen mehanizem, ne vem, 5% success rate, ampak v zadnjem mesecu smo dobili dva Marie Skladovska-Curie, ena kolegica z Nemčije, pride letošnjega oktobra na ZRC, druga, ki je pa trenutno na porodniški in se zato zamakne, pa drugo leto septembra, torej po dolgih letih dva Marie Skladovska-Curie, to so individual fellowship, individualni dvoletni, to so postdoki, čeprav niso pa mišljeni za čisto takoj po doktoratu, ampak že vendarle z malo kilometrine in z nekim takim solidnim CV-jem. Tako, jaz sem sedaj zaključila, zdaj mi pa imate kakšno vprašanje. Jaz sem se tako zagrela in sem seveda v tem blaznem navalu govorjenja, nisem pogledala četa. Bom pa zdaj prebrala. Petra, zame je problematično, da se preračunava podatke za nazaj in da je isti članek vrednoten različno. Ja, Petra, se strinjam, to je v bistvu najbolj bizaren del tega, da se to za 10 let nazaj lahko podatki spreminjajo, ampak vendarle oni za 10 let nazaj ne igrajo več vloge za, recimo, ko mi v okviru ARRS-ja funkcioniramo v nekih 5-letkah. Je pa to definitivno zelo, zelo problematično. Ima kdo kakšno vprašanje? No, dajte, da lahko kaj spijem, da malo zadiham. Jaz imam eno vprašanje. Prosim. Saj čisto take praktične narave, ampak jaz sem pred kratkim ugotovila, da en članek, ko smo objavili, so namesto naš priimek, naša imena citirali. Kar je pač napaka recenzentov in očitno ni to zdaj visoko rangiran. Samo vseeno opozorimo na take zadeve ali pač pustimo. Absolutno. Urša, jaz sem rekla, da bi to večkrat, to rečem vsake toliko časa, da moramo gledati svoje članke odvisno, na katero bazo smo bolj navezani. Jaz Web of Science manj gledam zelo veliko Scopus. Še to, za Scopus se morate prvič logirati, registrirati v službi, ker deluje prek IPO. Potem pa, ko imate enkrat geslo, pa lahko tudi doma oddaljeno na katerem koli računalniku
kjerkoli delate. Torej, jaz več gledam Scopus in na tistem predavanju, ko govorim, kako odpraviti točno take napake, ki si jo ti omenila, povem tudi to, da je tako take dneve, ko nam hudo intelektualno delo ne gre od rok, je treba izkoristiti in gledati v svoj SICRIS in potem v Scopus ali Web of Science. Ali so citati povezani? Če ti veš, da vas je nekdo citiral, ampak je citiral napačno, potem je to treba na Web of Science ali Scopus javiti. Obe platformi imata mehanizem za popravke. In potem oni to povežejo in to zatipkano ime ne igra več vloge. Je pa to kar mukotrpno delo, a ne? Ok, hvala. Prosim. Čakaj. Morda veš, morda veš, kako določajo, v katerem področju je revija. Ne. To pa mislim, da morajo te podatkovne zbirke imeti neke uredniške odbore in potem to določajo področja. O tem pa se mi sanja in tudi nisem nikoli nič slišala. Marjanca, navedba v seznamu literature in omemba v članku, citat v navednicah, fizično ločen v članku, je citat samo zadnje. Tega pa čisto ne razumem, Marjanca. Kaj pomeni? Živjo, Marjanca, boš povedala v živo? Ja, torej, a je citat samo tisto, ko je v članku posebej fizično ločeno 5 vrstic, pa si potem naveden na koncu, ali se kot citat šteje tudi to, da je tvoj članek naveden nekje v reviji, pa je samo na koncu v seznamu. Ne, da bi bilo recimo 5 tvojih vrstic dobesedno citiranih znotraj članka. Ne, zadošča. Samo omemba vira. Omemba med besedilom v oklepaju Vižintin 2020 in potem v seznamu virov in literature pa cel zapis tega članka. Ni treba, da je citat, da je dobesedni navedek. A si to mislila? To sem mislila. Ne. Citat je vsak vir, ki si ga ti omenil v seznamu. Nina, kaj pomeni kategorija povezani zapisi? Prosim, Nina, povezani zapisi. To so tisti zapisi, torej tiste objave, ki so v teh 2 podatkovnih zbirkah, v Web of Science in v Scopusu. To so povezani zapisi, ker te se povezujejo in grejo potem v SICRIS. A ne, v nekih revijah, ki v teh bazah niso, pač tam SICRIS ne more zajeti teh citatov, ker jih nobena baza ne lovi. Še kdo kakšno vprašanje? Imam jaz en komentar. No, daj, prosim, Jovana. Rada bi, če se že pogovarjamo o tem, rada bi podelila svojo izkušnjo. Ko smo, se mi zdi, pred 2-3 leta nazaj, je bil en takšen cirkularen e-mail mimo s tvoje strani, ker si nas opozorila, da je treba povezati ORCID profil s Scopus profilom. In tedaj sem se tega lotila, ni bilo glih najbolj enostavno, ker tudi zaradi moja 2 priimka sem imela 2 Scopus profila, ki jih je bilo treba povezati in potem ta združeni profil povezati z ORCID-om. Ampak kar se mi je pokazalo, je v bistvu, da je, ko je po nekem času, ko so se vsi ti podatki medsebojno povezali, sem jaz v Scopusu našla naprimer reprint edited volume, za kateri sploh nisem vedela, da obstaja. Kar mi je v bistvu podaljšalo obdobje citiranosti, ker je reprint bil pri drugi založbi in tako naprej. Kar hočem reči je, da mogoče je zdaj treba spomniti ljudi tudi, zakaj je pomembno to povezovanje z ORCID-om.
Ja, no, hvala Jovana. A veš, tole današnje predavanje je tako kompleksno, sem poskušala čim več zajeti, ampak na ta del sem pozabila, ker imam tu nekje drugje. Torej, slabost teh dveh podatkovnih zbirk so pa seznam ljudi oziroma ID, a ne, še težave z dvema priimkoma in šumniki. Vi ne veste, ampak jaz vsake toliko časa ali pa kdo od mojih kolegov na upravi se ukvarjamo z dvojnimi in trojnimi identitetami v Scopusu in to popravljamo. Ker res te mašine preveč avtomatizirano delajo in je veliko napak. V zadnjem letu smo veliko energije vložili v to tudi, da vsi gremo pod nek krovni ZRC, ker to je težava. In ORCID na nek način, ORCID koda je res pomaga en delček te zmede odpraviti. Še pri teh imenih bi rekla to, če vi veste, da je vas kdo citiral, kje pa najboljše ugotovite, če vas je kdo citiral? Google Scholar. Vi greste v Google Scholar, vtipkate svoje ime, pogledate enoto, ne vem, navedeno v toliko in toliko virih, tisto kliknete in dobite, kdo vas je citiral, in potem v Web of Science ali pa v Scopusu preverite, a se te citati pač vidijo. Res malo, ne vem, svetujem vam, malo se spoprijateljite z eno od teh dveh baz. Tisti, ki imate res večino objav v naravoslovju, potem je izbira jasna. Web of Science, vsi ostali pa Scopus. Scopus odlično delujejo iskalniki, prvič se registrirajte, kot sem rekla, v službi, potem vam deluje vse povsod. In glejte svoje objave, a so vse zajete in tako naprej. Ker je res, zadaj so mašine, ki naredijo še nekaj več napak, kot jih naredimo mi pri citiranju. Še kakšno vprašanje, dajte, kdo bo še? No? Jaz imam eno vprašanje. Prosim, Lara. Recimo, zdaj, jaz imam v priimku tudi šumnike, ne? Ampak zdaj se je začela zelo uveljavljati uporaba povezav za nek članek. Koliko zdaj to pripomore k bolj pravilnemu citiranju ali pa, da ni take zmede ali kakorkoli? Jaz sem dolgo časa mislila, da bo DOI rešil vse te probleme, pa jih ni. Vsaka stvar nekaj pomaga. DOI zelo pomaga, da se da, članek najti in tako naprej. Pri teh težavah s priimki pa manj, se mi zdi. Jaz vem, recimo pri sebi, če so kakšni azijska imena ali pa priimki, mi je kakšenkrat težko vedeti, kaj je res ime, kaj je priimek. In lahko tudi kdaj mogoče po nesreči citiram ime, pa mislim, da je priimek. Verjetno je podobno tudi pol za naša imena, za nekoga, ki ni. Ampak sej, če je potem v seznamu literature tudi DOI, to pač pomaga. Vsaka ta stvar nekaj pomaga. Ni ORCID zveličaven in ni DOI zveličaven. Vse moramo, Vse večina naših revij ZRC-evskih zdaj že DOI ima, večina tujih revij, jaz si rečem na take, na kakršne bi mi morali ciljati, tudi DOI ima, tako vse skupaj nekako pripomore k tej, kot pravi zmede. Hvala. Prosim. Jaz bi se samo oglasila za 5 sekund pri teh DOI-jih, da odgovorim. Se to verjetno mi vi veste, ampak pri DOI-jih je pomemben ta forward linking. Se pravi, DOI, ki ga ima članek, pa v seznamu literature DOI se morajo povezati, da prihaja do citiranosti. Vnos tega je pa, da ti moraš ČŽŠ in vse to prevesti, ker jih ni, In tukaj lahko nastajajo napake, zelo hitro. Tisti, ki dela DOI,
Ne, sicer zdaj malo drugače, zdaj je ta Open Journal System, ne, pa gre malo drugače. Pardon, toliko sem samo mogoče. Ja, hvala za to dopolnitev. Lahko mečkano dopolnim? No, prosim, Rok, sem čakala, da se boš oglasil. Z Vanjo sem v bistvu dosti na to temo že pred leti razglabljala. Tako, kot je omenila, pri vnosu dojev, zdaj včasih smo delali bolj ročno, danes, ko je OIS, je mečkano lažje. Mislim, da OIS, bom rekel, te ČŽŠ-je kar lepo upošteva. Je pa tako, da prej, ko smo delali to ročno, so se malo bolj spoznali s temle in mogoče se s tem srečate kje drugje, izven OIS-a ali pa doja. Se pravi, ČŽŠ-ji so lahko, pač jih vpišete tako, da preprosto vtipkate ČŽŠ-ja, Drug način, za kakšne take vnose je pa ta, da te šumnike ali pa kakšne druge posebne črke vnesete z nizom znakov, ki potem jih računalniki preberejo. Se pravi, zdaj bom rekel čisto na pamet, recimo mala črka Č je v teh sistemih označena z, lojtra, znak in 425, in se potem na ta način črke pravilno vnesejo. Se pravi, sistemi jih si ne zapomnijo kot zgolj en znakec, ampak kot sosledje kod. Hvala, to je bilo tako tehnično, nisem čisto vsega razumela. Še kakšno vprašanje? Drugače pa, če boste, Katarina, bom takoj ti dala besedo, če boste imeli kdaj kakšno vprašanje na to temo, kar sporočite, saj tudi mene, to je moja taka, tako rekoč, najljubša prostočasna dejavnost, da bulam v tele baze in gledam, kako to pač funkcionira, tako da bom z veseljem se še kaj pogledala, če vas bo kaj zanimalo. Katarina, izvoli. Jaz bi samo na temo teh priimkov pa citiranja, jaz sem tudi zadnjič po naključju, ampak to z Google Scholarjem odkrila, da me je citiral nekdo v eni pomembni reviji, ampak nikakor ne z mojega področja. In to zato, ker imam na Google Scholar nastavljeno notifications, da me obvešča, kdaj izhajajo članki s ključnimi besedami z mojega področja. Imam tam pač širok nabor teh ključnih besed, take in one študije, in tako sem pol zvedela v resnici, da je pač bil en moj članek citiran, ampak ne kot šter, ampak kot STR, pač tam je zdaj, tako da to moram urediti, ampak to je ena taka stvar. Druga je pa bolj mogoče komentar za te objave, pa kje objavljate, tako. Se mi zdi, da to je en tak začaran krog, ker tukaj smo tudi veliko uredniki revij, in se mi zdi, da v času naše revije so lih nekje na sredi. K nam pošiljajo tudi vse sorte ljudi, ki hočejo pač priti naprej, smo za njih vrata na zahod, mi pa hočemo nekje objavljati, kjer je že zahod. In tako se mi zdi, da mora biti tudi to dvosmerno prizadevanje, da si prizadevamo tudi za kvaliteto naših revij, ker sicer kot uredniki lahko izgubimo enostavno motivacijo, pa delamo samo nekako za druge, da pridejo nekam, medtem ko lastne kvalitete pa v lastnih revijah ne spodbujamo, tako, se upravičujem tole zdaj. Ja, Katarina, to je bil zelo umesen komentar, saj sigurno je vse treba stremeti k vsemu, uredniško delo je tukaj spet čisto pač svoje področje, svojimi specifikami, je pa absolutno potrebno v prvi vrsti gojiti tudi kakovost svojih revij. Ampak pri tem, tako kot sem tam pri neki sliki rekla, neko najti ravnovesje med objavami doma v tujini. Ne samo zagnati se v eno smer in tisto zasledovati, ampak najti neko ravnovesje. Ja, še kakšno vprašanje? Mimi, a jaz lahko dam samo en, oprosti, lahko dam samo en
en reply na Katarino, kar se tiče naših, pač kar se tiče pošiljanja revij, kar si ti tudi nekaj govorila o prispevku, a ne? Ko si rekla, kako je pomembno izbrati revije. Pomembno je tudi to, da sploh, če recimo pošiljate na drugo področje, da pogledate tudi, ne vem, stil ali pa slog revije. Recimo, jaz dobivam cel kup policy paperov, ki absolutno ne sodi v recimo način antropološkega pisanja oziroma nek profil revije, ne. Tako da tukaj je tudi plus, da recimo, ne vem, jaz gledam po tujih revijah, da pravzaprav se zelo nanašajo na članke v svojih prejšnjih številkah, a ne. In je to tudi mogoče ena taka taktika, da tudi točno, mislim, mogoče boljš, kakor da napišete članek, pa razmišljate, kam ga boste poslali, da se res pozanimate ali pa pogledate, katere revije bi bile primerne in potem glede na način njihovega pisanja napišete ta članek, no. Samo toliko, apropo tvojim. Hvala, Saša, ker si mi dopolnila. Meni se je zdelo, da je to itak samo po sebi jasno. Ko ti uočiš neko revijo, je treba zajeti duh tiste revije. Od A do Ž, od tistih tehnične opreme do stila pisanja do marsičesa, a ne. Se spomnite, ko je bilo pred leti, smo imeli eno delavnico tridnevno o pisanju člankov, ko je ena minhenska firma to za nas izvedla, ne, tam je bil predavatelj jasen, ne. Je rekel, da pač, ko ti pošlješ v neko revijo, da v seznamu literature mora biti nekaj člankov tiste revije. Ne zato, ker ti bodo tam uredniki rekli, moraš citirati tole revijo, ampak zato, da ti svoj članek vsebinsko upneš v tisto revijo, da jo pozicioniraš znotraj tiste revije. Ja, ko si enkrat v tej fazi, da začneš razmišljati o reviji, si je to revijo treba zelo natančno pogledati. Še kakšno vprašanje? Dragi kolegice in kolegi, jaz bi se vam potem res najlepše zahvalila. Poslala bom tudi PowerPoint, da boste imeli te linke do tistih podatkovnih zbirk, kjer preverite, če si kaj niste zapolnili oziroma če vam kaj ne jasno, pa kar vprašajte, pa vam bom z veseljem odgovorila. Okej, lepo se imejte.